Palomar, Palomar, Palomar. Torej, ni še konec, vse je še izvedljivo. Aleš pripelje 10 000 Ljubljančanov in se sreča z Ruparjevimi upokojenci, ki jih je 50 000. Traktoristi obkolijo Ljubljano in zavzamemo parlament. Pokličite organizatore, zdaj te povelja, pa previdno, ne pozabite, da smo že globoko v vojni. Janez, Alešu ni uspel. Bilo jih je kakih 500, pa še teh se ni videl na kameri, ker so stalo v senci. Amaterji. Janez, to so starejši ljudje. Ne vem, zakaj je Aleš sklical protest sredi dneva. Se je vedel, da bo vroče, pa traktoristov tudi ne bo. Baje, da zdaj je veliko dela na poljih. Rekli ste mi, da bo upokojencev dovolj. Rekli ste mi, da bodo zdržali. Jaz sem cel dan na jadrnici na soncu brez problemov. Pa te ljudje so izdajalci. Kaj pa Rupar? A je uspel zavzeti strateške točke? Ruparjevi so se zbrali tukaj, tukaj in tukaj. Na trgu se jih je pa zbrali kakih... Koliko? 10 000. Kaj? 5000, mogoče 6. Pred RTV-jem jih je bilo mogoče 200. V sobi naj ostanejo Grims, Brown, Godec, pa Logar, vsi ostali ven. Janez, se sva samo mi dva tukaj. Ja, pa meni se že malo mudi, ker imam en sestanek z Anžetom ob 17, tako da se vidimo dol v kleti. Sem dežurna ob 20. Ja, pa kje so pa ostali? Zdaj se vsi dobivajo z Anžetom. Se veš, kaj je ustanovil to... Iniciativo zaupanja. Ne, kaj je že... Kaj terasa zbliževanja? Ne, nekaj je na P. Ploščad kooperacije. Ja ne vem, katero ime ste potem izbrali, se veš, da sem bil cel sestanek na telefonu. Platforma sodelovanja. Zato ste se odločili. Okej. Potem zaenkrat pozabimo na upokojence in se sile preusmerimo sem. Jasno? Razumem. Gremo na plan B. Branko, to zdaj ni več plan B. To je zdaj plan A. A te zanima, kaj se zgodi naslednjič? Ja, ljuba duša, naroč se, da ne zamudiš. Točno tako.